Spoštovani, prav lepo pozdravljeni na Brdu pri Kranju, kjer je danes potekal posvet zdravstva na temo omikrona in sicer seveda spreminjanja in prilagajanja ukrepov novi realnosti na način, da seveda zaživimo čim bolj na način, kot smo živeli pred marcem 2020. Verjetno se spomnite, da natanko praktično pred 2 letoma, 15. februarja, so potrdili v Italiji prve 3 primere novega koronavirusa in od takrat se nam je vsem življenje drastično spremenilo. Od takrat se je v svetu okužilo preko 400 milijonov ljudi, tudi v Sloveniji je do zdaj zbolelo za koronavirusom preko 680 tisoč ljudi. Hkrati je virus vzel tudi na svetu 5 milijonov, skoraj 5 milijonov 800 življenj, od tega 6600, preko 6600 v Sloveniji. Da te številke ne bi naraščale, smo za zaščito zdravja ter tudi zdravstvenega sistema in pa njegovih zaposlenih pogosto sprejemali ukrepe. Te pa so se tako kot virus nenehno spreminjali. Spreminjanje ukrepov in priporočila iz tedna v teden je seveda močno vplivalo na naša življenja, na naš vsakdan in ne nazadnje tudi na naše potrpljenje. Virus, ki neizmerno hitro mutira, predstavlja velik izziv strokovnjakom, ki pa seveda vsakodnevno preučujejo bolezenske simptome, načine prebolevanja in tudi vse druge dejavnike novega koronavirusa, ter generirajo priporočila, ki jih seveda potem vlade spreminjajo v ukrepe. Vesel sem, da živim v času izredno napredne in inovativne znanosti, kajti strokovnjaki so v neverjetno kratkem času razvili nova cepiva in pa nova zdravila proti COVID-19 in nam na ta način omogočili drugačen pogled na to bolezen, ki nas je vse, tako kot sem rekel, pred 2 letoma močno zaznamovala. Na tem mestu se seveda iskreno zahvaljujem vsem, ki ste kakorkoli prispevali k razvoju, k raziskovanju, k ozaveščanju in seveda tisto, kar je najpomembneje v teh zadnjih 23 mesecih, k zdravljenju bolnikov. Danes smo vsi skupaj začrtali smer, kako iz primeža virusa. Naš fokus je bil in ostaja zasedenost bolniških postelj, predvsem intenzivnih. Ključna pri sprejemanju ukrepov sta tako zaščita najranljivejših in pa zdravstvenega sistema. Seveda še vedno ni normalno, da imamo v bolnišnicah skoraj 1000 bolnikov s COVID-om, kajti vemo, da imamo v Sloveniji celokupno nekaj čez 6600 bolniških postelj in na vseh teh zasedenih posteljah seveda in pa s kadrom, ki skrbi za bolnike s COVID-om, ne moremo opravljati vseh ostalih posegov in storitev, ki bi jih sicer izvajali. Tako na področju primarnega zdravstva, sekundarnega in terciarnega zdravstva. V skladu z zmanjševanjem števila okuženih v bolnišnicah predvidevamo, da se le te postopno vrnejo k normalnemu delovanju, k kompletnemu izvajanju rednih programov, ki je danes. Ti so danes 60-80% realizirani po podatkih, ki jih dobimo iz bolnišnicah vsakodnevno, in pa seveda k rednemu izvajanju vseh preventivnih programov. Kdaj točno seveda bo to težko končno napovemo, vendar po trenutnih projekcijah bi to lahko dosegli po 10. marcu oziroma okoli sredine naslednjega meseca. Seveda pa je to mogoče, ko bomo v bolnišnicah imeli tam okrog 300 bolnikov, od tega seveda pomeni, da okrog 80 v enotah intenzivne terapije. Kar se tiče sproščanja vseh ostalih ukrepov, sem izredno vesel, hvaležen in ponosen na vse strokovnjake, ki so bili danes na posvetu, kajti razprava je bila res celovita, poglobljena,
in verjamem, da smo dobili prava sporočila, prave usmeritve, kako se izviti iz trenutne situacije in zaživeti normalnost postopno, ki smo jo poznali pred marcem 2020. Tako smo se danes pogovarjali o postopnem sproščanju PCT-ja, pogovarjali smo se o postopnem ukinjanju testiranja, o spremenjenih protokolih na smučiščih, javnih prevozih, gostinskih lokalih, o spremenjenih načinih oziroma še kako drugače bi lahko rekel, pa bom prepustil besedo strokovnim sodelavcem oziroma kolegom zdravnikom, se pravi mislim na področje karanten. Tako da več o posameznih teh priporočilih bodo seveda povedali kolegi. Je pa seveda potrebno povedati, da vsa ta priporočila današnje stroke bom seveda prenesel do vlade in verjamem, da v naslednjih dneh s spreminjanjem zdajšnjih odlokov lahko relativno hitro številne te priporočila tudi udejanjimo in stopimo na pot postopnega prilagajanja novi realnosti, novim ukrepom oziroma endemičnemu načinu virusa med nami. Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, hvala seveda tudi vam za strpnost, za solidarnost in upoštevanje priporočil ter ukrepov v teh zadnjih 23 mesecih. Podatki kažejo, da kljub še vedno visoki številu okužb prehajamo v endemijo. Število covidnih bolnikov se v bolnišnicah, še posebej v intenzivnih enotah, postopno, vendar vseeno zmanjšuje. Zato smo danes na posvetu skupaj z zdravstveno stroko razpravljali tako v trenutni situaciji, kot tudi o nadaljnjih korakih. Za menoj tukaj na posvetu so bili epidemiologi, mikrobiologi, infektologi, posvetovalna skupina in tudi vsi ostali strokovnjaki, ki so v času te težke epidemiološke situacije kakorkoli kazali smer oziroma opozarjali, kako izboljšati pripravljenost in odziv na epidemiološko situacijo. Virus je še vedno med nami, a kot sem že povedal, se neprestano spreminja in pomembno se je spremenil ravno lansko leto proti koncu leta in iz tega izhajajoč smo seveda po turbulentnem četrtem valu, ki ga je predstavljala varianta Delta, sedaj v petem oziroma omikronskem valu. Ukrepe in priporočila seveda prilagajamo načinu njegovega spreminjanja oziroma obnašanja in sicer z namenom zmanjšanja nevarnosti, ki jo virus predstavlja za posameznika in družbo. Vesel sem, da se bližamo trenutku, ko bomo lahko živeli podobno normalnost kot pred pandemijo. Ne morem še trditi, da smo virus premagali. Strokovnjaki bodo še naprej budno spremljali dogajanje, virus pa bo postopno postal del našega življenja in upamo, da v prihodnosti ne bo nič hujši kot navadna gripa. Minister za zdravje sem eno leto in zame je od vsega začetka boj proti COVID-19 ena od prioritet. Kljub temu pa z ekipo trdno delamo in na vseh področjih zdravstva smo naslovili številna področja, ki morda v zadnjih desetletjih niso bila zadostno naslovljena. Tako smo v zadnje pol leta, kljub težki epidemiološki situaciji, uspešno predsedovali Svetu Evropske unije, pripravili zakone, kot sta sprejeti zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v obdobju 2021 do 2031 in zakon o dolgotrajni oskrbi. Ves čas se pogovarjamo s socialnimi partnerji, poslušamo in skušamo najti najboljše možne rešitve in kompromise za naš zdravstveni sistem ter zaposlene v zdravstvu.
Vesel sem, da se situacija na področju epidemije oziroma COVID-19 umirja in vesel sem, da bomo lahko sodelavci na podlagi tega seveda tudi več časa namenil področjem, ki terjajo od nas dolgoročne strateške rešitve. Hvala.